Zamera, tam, ko smo videli nazaj, če pogledamo, modra je tista barva, ki predstavlja jezo do drugih, na druge. Jeza na sebe je vibracija rumene barve, ampak v tem primeru, če smo pa mi do koga drugega, imamo kakšno zamero, je pa to modra barva. In bomo kar narisali modro. Zdaj mi pa povejte, prosim, ali je kakšna barva, ki jo vi ne marate? Ne nosim rumeno, kot sonce, ja, v naravi, kot ja, da bi pa se jaz oblekla v rumeno, pa ne. Ok, rumena je tista. Zdaj, če mi tukaj iz tega, bom jaz še zraven pač razlagala, kaj to pomeni? Pomeni, da gospa, ki rumeno barvo teže sprejema, vi teže sprejemate tudi življenjske situacije. In to predstavlja, to je vidik rumene barve. To je sprejemanje življenja. Ja, nimam težav. Ampak hočem reči to, na tem področju sprejemanje, recimo, je tudi to, da vi sprejmete situacijo, ki vam jo ponuja neka odnos, se pravi se starši. To pomeni, da vi gledate čustveno iz sebe, če gledate celostno, potem vi razumete tudi njih. Se pravi, lahko razumete do njih, ali pa jim rečete, do tukaj jih spustim, pač oni taki so, ampak sprejemate. In v bistvu je to vse nek zastoj na tem področju sprejemanja. Ali imate kdaj mogoče kakšne težave v tem predelu želodca? Ja, tudi, ja. To je posledica tega, se pravi, da je to že stara zadeva in če je neko čustvo, neka prepričanje ali karkoli dalj časa prisotno, se to začne na daljši rok manifestirati tudi na fizičnem telesu, se pravi, pride do bolezni. Ampak vi boste zdaj, bomo naredili to, kako boste vi s to blokado stopila v enem času, recimo v parih mesecih, vi ne bi smela potem imeti več težav s tem, sploh pa, če boste še zraven malo še zavestno delala, ampak če boste sam z barvami delala, se vam to že začeli, boste nekako začela reči, si mogoče sta pa takole imela tako otroštvo, na nek način se začnejo te stvari spreminjati. Tukaj bomo zdaj samo ta dva vidika. Katere barve imate pa vi rada? Rjava, pastelne barve. Rjava, ok. Rjava, ok. Še kakšno? Ja, oker barva, oranžna. Oranžna. Tako tudi krasivo, da so podločne. Oranžna. Pa rekla ste še siva. Pa siva. Zadnje čase, ko malo delam na sebi, oblačam tudi bolj žive barve, ki prej nisem nikoli. Ja. Super, to je super. Zelo fajn je eksperimentirati malo z barvami. Recimo, če vam jaz te podatke, jaz lahko v bistvu definiram več ti posebnosti. Posebnosti pa tudi seveda tudi vaše energijsko telo. In ker smo prej rekli, da določena rjavi odtenki, rjava barva nas drži v nekih starih prepričanjih, starih vzorcih in če hočemo mi v življenju spremembe delati, kakršnekoli, je fino, da to rjavo barvo za nekaj časa umaknemo. In modro imate recimo rada ali... Zadnje čase ja, prej pa nisem imela. Zdaj se pa tudi oblečem, da je tudi bolj modro. Tako bolj nežno modro, bolj ne. No super, to pomeni, ker recimo drugače je to doskrat tako, da bi vi rekla, ja, modro pa težje prenašam, ampak ste že začela, že v bistvu sama vstopila v ta proces, in potem takem bi mi lahko to barvo spremenili, jo spremenimo, da v naši barvni karti te barve ne bi bilo.
ne, da jo izločimo. In če jo rišemo naprej, edina barva, ki jo ni treba spreminjati, pa tudi če imate vi blokado na njej, je rumena. Rumena je tista, ki staplja blokade, ampak jo še vedno lahko pustimo v tej končni tablici. Vse druge barve moramo transformirati. Ne? In zdaj bomo mi risali naprej. Se pravi, kljub temu, da ne marate rumene, jo bomo rumeno risali naprej. Ne? Rjavo bomo transformirali v rumeno. Oranžno pustimo, jo imate rada, vam bo pomagala. In sivo tudi pustimo. Tole je en tak zelo enostaven primer, ki smo mi zdaj delali, da v bistvu imate to barvno kombinacijo, da imate polovico, vaša barvna tablica bi bila takole izgledala, polovico rumene in oranžna in siva. To pomeni, da vi vnašate v svoje življenje še več vibracije rumene barve. Pa je to lahko v obliki sonca, da se pač sprehajate po soncu, nosite rumena oblačila, jeste hrano, ki predstavlja ta vidik, se pravi od semena, olja, testenine, karkoli. In tudi to sivo ohranjate, še vedno pustite v svojem življenju, ker vam dela ravnovesje, tudi ta tehnični vidik, stvarni vidik življenja vam ohranja. Ta je zelo taka enostavna tablica.